Fras in Medvard in Fras in Medvard show. Z nama tudi danes Tine Križanič. Tine, humor na dveh nogah, včasih na treh. Lepo zdrav. Tine. Že ploskajo ljudi. Zdravo. Servus. Čuj, Fras? Pa kako vedno si ti na... Ne vem. Ne možeš verjeti. Joža gre po ulici, pa vidi napis na hiši, prodam pesa, ki govori. Potrka. Ja. Kaj vi, gospa, prodajate pesa, ko govori? Ja, zadnji je. Pa gre, pa pes leži. Kaj je pes, to si ti, ko govoriš? Ja, je te povej nekaj. Pa kam ti zdaj govoril? Pač glej, v penziji, v vojski sem delal, v 3 vojnah sem bil, pri policiji sem bil, tavžen življenj sem rešil, dovolj imam vsega, zdaj pa pač ležim, pa čakam, da mine vse skup. Ja, vrej, te pa lepo leži, pa gre nazaj do stare. Pa gospod, zakaj vi prodajate tega dobrega pesa, ko govori? Ker se laže. Da smo ti rekla slabe vice, Tine. Res slabi vid. Samo na Totem radiju. Husqvarna Geder, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na geder.si. Marko in Tomaž sva tu, lepo zdrav. Zdravo. Z nama pa še vedno Tine Križanič. Tine, lepo zdrav. Zdravo. Ok, Tine, jaz sem te povabil zato, da prisustvuješ temu. Za začetek povem, da ne vem, zakaj se... Ja, ne veš. Jaz tudi ne. Tudi Fras ne ve. Jaz imam eno nalogo za Frasa, ki je precej enostavna, ampak samo želim pač, ne, da se to zgodi. Nič dobrega. Ne, Marko, če pogledaš noter na računalnik, kjer si mi dva piševa, oziroma ti pišeš vice, kaj bomo govorili, vse pa to, ja. Te samo prosim, da to, kaj ti bom zdaj not za lepo, prebereš, nič drugo. Ok? Zdaj, če bo kaj takega, ne nič bo. Ni grdega, pa nič nekaj butastega. Pač samo preberi, lepo te prosim. Ok, si pripravljen? Sem. Evo, no. Beri, ne? No pa da beri, kaj? Edward Charles Titchmarsh, angleški matematik. Da me Edward, me kaj si, no? Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš? 11 minut čez 13 kaže ura in v totem studiu se nam je pridružil profesor Križanič, kot ste verjetno slišali pred nekaj sekundami. Dober dan. Dober dan. Profesor. Kaj zdaj? Najprej, moj brat je bil v redu. Petek. Super. Nadomeščal. Ja. Vrstno. Sem poslušal. Dobro ga učiš, tako da... Ja, kaj imel mister, vem, Začni ga boljše. Ja, Pa ste pol nažgali? seveda. Tako. Pa muziko. No, muzika, ja. Ja, tudi ja. Danes... Ne, sploh. Brez veze. Danes gremo dobrih 40 let nazaj. Privoščili ja, dobrih, ker je malo več kot 40. Iz leta 85 je komad in eni bojo rekli, da je najlepši ljubezenski komad, zdaj pa drugi pač tak, ne, vse pač kako. No, da slišimo. Jennifer Rush, The Power of Love. Če pa je. No, Ali pa ne vem, tak v top 5 najbolj, no. No, recimo, tu nekaj. Res. Ja. In sicer Jennifer Rush je posnela že leta 83. Veš, kak je Jennifer Rush pravi ime? Heidi Stern. Pa točno. Res? Ja. Ne vem kaj. Ne, samo tak je ime. Ni. Brazilka je drugače. Je pa živela Brazilko ima doli. Ja. Ja. Ki je živela? Tudi v Nemčiji, pa zdaj mislim, da živi v Londonu, pa vmes malo v New Yorku. Sem pa tja, ne. Okay. Torej, posnela je prvič leta 83 single in ni bilo nekega uspeha in 2 leti kasneje, leta 85, so jo izdali v Veliki Britaniji
Do prvega mesta je takrat potrebovala rekordnih 16 tednov. Pesem pa je bila ne samo najbolj prodajana tistega leta, ampak je Jennifer Rush postala pevka, ki je z The Power of Love prodala največ singlov v zgodovini Velike Britanije. Takrat je bilo več kot 1 milijon in za pevko je bilo to sploh prvič. Ta rekord je držal do leta 92, ko je prišla Whitney Houston z še eno lepo balado, ne? Ki tudi pride v teh top 5. Točno, I Will Always Love You, ne? Jennifer je v karieri izdala 12 albumov, zadnjega že kar nekaj časa nazaj, leta 2010, in si še malo pogledati, okay, kje pa je zdaj sploh in kaj še dela, ker ponovadi ti iz 80-ih izvajalci se zdaj nekako vračajo, pa so na nekakih festivalih skupaj nastopajo, pač malo začinijo penzijo, ki so že porabili, verjetno, ne? Če so še za med ljudi. Ja, ampak ni nikjer. Ampak zdaj je ravno v soboto se je po dolgem času pojavila na televiziji, nekem talk showu nemškem, in sem videl posnetek oziroma screenshot in me je mini kap, verjetno koga drugega tudi, ko bi videli zdaj, kako je videti Jennifer Rush danes. Stara je 65 let, videti je pa tako, ko smo se premenili, kot da je 165, ne? Kaj z operacijami? Malo mislim, da je šlo vse narobe, kaj lahko. Res, mislim, žalostno, grozno in ne. Rajši se spominjamo njenih komadov, pa tako. Mogoče ne. Saj ni bila neka lepotica nikoli, ne, ampak dobro. Kaka je bila? Ja, tak je bilo. Muziko ima vrej. Tako, ampak tebi priporočam, Sandi, da pustiš svoj obraz taki, ko je. Ja, ne se operira. Rešiti se ga ne da, poslabšaš pa ga lahko hitro. Meni tak več nič ne pomaga. No. Bo razpadlo. Ja. Jennifer Rush torej? Ja, gremo iz tega ven. Ja, eno najlepših ljubezenskih pesmi. Pa ker je ponedeljek, pa ker je tako, pa spet bo daješ pa vse skupaj glih pa še, ne? Ok. Ajde. Ali vidva vesta, da se danes z novo sezono vrača Gorski zdravnik? Resno? Ja. Hans Gruber, ali kaj je že? Martin Gruber. Hans Gruber je bil oni drugi v Alo. Ampak tudi tam, ne? Me zdi. Skratka, v Avstriji in Nemčiji je sicer premiera te 19. sezone bila že v začetku letošnjega leta, ampak danes pa prihaja tudi k nam in zasedba ostaja ista. Okay. Snemanja so ponovno potekala v tirolskem okolju tam. Do zdaj niso? Mislim. Ja, so, ne, ampak vse ostaja isto, se pravi ista lokacija, tako. Tudi stari Mercedes, lepi zeleni. Jaz mislim, da tudi to. Svetovno. In ne vem za vaju, ampak jaz se že zelo veselim novih ljubezenskih zapletov. Za mene lahko veš, poglej. Doktorja Martina Gruberja. Tako jaz se še bolj veselim kot ti v bistvu. Ja? Da bo, kaj še, kuj nisi našel nekaj tak? Ja, ne, po moje ne, bomo zdaj videli, kaj bo prinesla ta sezona. Preveč je zaposlen. Gužva je, veš, hudiče. Če si taki doktor, ne, pa to na vesi. Vidiš, če si tak zaželjen. Ja, pa non-stop nekaj je, ne? Ja, veš, nikoli ni bistvo mira, ne? Ja, vsake toliko se nekomu nekaj vrti, veš, te pa letijo vsi. Ne? Ja, pa se kaj zgodi pa tak. Glavnem, jaz komaj čakam. Danes, torej. Uživaj, Anja. Ja. No, naj ti bo fajn. Hvala. Pa boš jutri lahko povedala malo, kaj te bilo v prvem delu nove sezone. Vredo. Če je avto menja, ali kaj? To bom ti povedal, jutri ti znam odgovoriti. In je spet čas, da se vprašamo, zakaj pa ne, zakaj se ne bi v bistvu vsak dan, ne, včasih se tako vpraša človek. Ja, ne vem kaj. Zakaj se ne bi vsak dan vprašal, se vprašaš. Okay. Kaj si danes videl? Okay. Oziroma, kaj si danes videl, to je vprašanje, ki ga postavljamo tudi vam, spoštovane in spoštovani, tako da nič 512-220-220 lahko sodelujete z SMS-i, sicer pa je to vprašanje, ki ne zahteva ne vem kakega odgovora. Kot smo zdaj že večkrat rekli, lahko tudi grde čevlje sodelavca, recimo. Ni treba, da je, ne vem, potniška ladja, ki se je zapeljala v park. Recimo, ja. Ampak, če je kdo videl, lahko pove, ker je bilo zanimivo. Verjetno. Okay. Anja, ti boš danes počakala. Tudi prav.
Tudi jaz bom počakal. Lahko počakata oba. Okay. Ajde, No, ti pa daj. Jaz sem danes videl, ko sem vuni iz avta basal bobne, sem videl na tleh za sovoznikovim zicom, skoraj že pod tepihom onim, pod ono gumo za noge, 1 evro. Ah, In sem ga vzel in ga dal tam, ko je šalt hebl. ja. Ne, da je bilo 100 evrov, ne, pod... Ne, to ne bo. Ne bo nikoli. Kaj te veš? V mojem avtu, verjetno res ne. Anja, še malo počakaj. Fras. Jaz pa sem videl poginulega kačjega pastirja na glavnem trgu. Jezus. Bogi. Ja, pa kaj je tu delal? Ziher, ali se je delal? Ne, bil že prav. Okay. Tudi izmaličen. Jaz pa sem danes videla otroke, ki so šli v šolo brez marele. In so bili že Zjutraj? Ja, zjutraj in so bili že celi mokri in sem se vprašala, ja pa, kje te imajo marelo, kaj niso videli, da gre dež? Ja, ker ni kul. Ja. To je Boš prvo. marelo si Čeh. Avtomatsko, pa pol ne veš, kam jo boš dal, pa pol se nekaj se špila, pa se zlomi, pa pozabiš jo. Klasične prigode iz otroštva, ki se rade prenesejo še v odrasli svet. Tako. Okay. Če ste tudi vi kaj videli, 051 220 220. Fras in Medvard in Fras in Medvard Show.